Sončen torkov junijski dopoldan 18. junija je v okviru konjiških dni popestrilo druženje ob odprtju skulpture Opus Humanum, ki v Žički kartuziji v znamenju sodelovanja in prijateljstva ter uspešnega tkanja meniških poti Slovenije poklanja Kartuzija Pleterje. Včasih se nam dogodi, da pridemo na kraj, ki nas preprosto osupne. Ko se ozremo okoli sebe in imamo občutek, da se je celo čas ustavil. Da smo vstopili v nek drug svet, zakorakali v neko nepoznano dimenzijo. Dobrodošli na tem prav posebnem kraju v Žički kartuziji. Dovolite mi, da najprej v naši sredini toplo pozdravim župana občine Slovenske Konjice, gospoda Mirana Gorinška. Župana občine Kostanjevica na Krki, gospoda Mojmirja Pustoslemška. Vodjo gospodarstva v Kartuziji Pleterje, gospoda Jožeta Simončiča. Vodjo območne enote Novo mesto Zavoda za varovanje kulturne dediščine, gospoda Roberta Peskarja. Predsednika kulturnega društva Zgovorna tišina, gospoda Zvoneta Pelka ter ostale člane društva in podporne sodelavce. Predstavnika inštituta Vila Sancti, gospoda Tadeja Žugmana. In med nami tudi direktor podjetja Zlati Grič v Žički kartuziji Zorijo Penine, podjetja Zlati Grič, s katerimi smo vam tudi postregli za začetek današnjega dne, gospod Silvo Žižek. In seveda pozdrav velja tudi vsem vam, spoštovani gostje, ki ste se nam danes pridružili. Gotovo ni naključje, da so se v to od hrupnega sveta odmaknjeno dolino svetega Janeza Krstnika v 12. stoletju naselili menihi iz Velike Kartuzije na Francoskem. V tej skriti dolini so našli nedotaknjen del sveta, kjer so lahko živeli v skladu z redovnimi pravili, skromno, odmaknjeno, v molitvi in meditaciji. Zgradili so med seboj ločena zgornji in spodnji samostan, ki jo povezuje prekrasna dolina svetega Janeza Krstnika. Samostan je sčasoma postal evropski kulturni in politični epicenter na naših tleh, redovno življenje v tej dolini pa je zamrlo, ko je z dekretom leta 1782 ukinil cesar Jožef II. Območje Žičke kartuzije je bilo tedaj na milost in nemilost prepuščeno toku časa. Posebna energija tega prostora, mir in spokojnost, nedotaknjenost narave in zavedanje o tem, da je tukaj nekoč stalo nekaj zelo pomembnega, so občino in strokovne službe vodili do intenzivnih raziskovalnih in obnovitvenih del, ki sedaj potekajo že več kot 30 let. Ubrani glasovi pevk vokalne skupine Vokali z gimnazijum, glasovi gimnazije, ki deluje na gimnaziji Slovenske Konjice, je vsem zbranim popestrila dogajanje ob kulturnem dogodku.
Slovenskem so skozi zgodovino poleg Žičke kartuzije zrasle še 3. Pleterje, Bistra in Jur Klošter, od katerih pa danes le še v Pleterju živijo menihi in nadaljujejo tiho tradicijo kartuzijanov. Danes 4 vsebinsko tako zelo različne zgradbe, ki pa imajo vendarle skupen izvor in enako zasnovo. Zato smo že v letu 2010 z občinami, ki imajo na svojih ozemljih kartuzije, pa tudi z nekaterimi drugimi, ki se lahko pohvalijo s cistercijanskimi in benediktinskimi samostani, ter od podpori kulturnega društva Zgovorna tišina, pričeli snovati zgodbo povezovanja, ki bi vse te zgradbe tišine povezala v eno zgodbo. Zgodbo meniških poti Slovenije, ki bi jih lahko s ponosom pokazali svetu. Pleterski kartuzijan, brat Janez Holenstein, je skoval sporočilo v okolje kartuzije Žiče v podobi razširjenih rok prvim graditeljem kartuzije Žiče. Razširjene roke v likovni govorici pomenijo človekovo sodelovanje z nebesnim univerzumom. Kovana človeška postava razširjenih rok v svoji vrtljivosti okoli središčne osi uprizarja različna poslanstva življenjskih poklicov. Kamniti monolit je ostanek vogalnega kamna 16 požganih celic v kartuziji Pleterje med vojnim časom, natančneje leta 1943. Poimenovanje kovane skulpture na kamnitem monolitu je povzeta iz kartuzijanove knjige Zgovorna tišina iz leta 1986. V poglavju Opus humanum, človekovo delo, je menihovo delo povezano z duhovnostjo in premišljevanjem, kot veleva meniško pravilo. Ora et labora, opus divinum, opus humanum. V slovenskem prevodu moli in delaj, božje delo, človeško delo. Žička kartuzija izžareva svojo zgodovinsko vlogo v času duhovne integracije Evrope in ji dodeljuje neslutene možnosti pri utrjevanju slovenske identitete v širši prostor, kar pooseblja združevanje občin v meniške poti Slovenije. Pa mi dovolite, da na tem mestu k besedi povabim gostitelja današnjega srečanja, župana občine Slovenske Konjice, gospoda Mirana Gorinška. Izjemno sem vesel današnjega dogodka, ki pa vendarle posega malo višje, kot je ta materialni nivo današnjega sodobnega človeka. In tale skulptura, izjemno pomembna na duhovni ravni, kajti povezuje najstarejšo kartuzijo na Slovenskem in tisto, ki edina še živi. In ta naveza je napletla vezi tudi z ostalimi kraji iz naše lepe Slovenije, ki se lahko pohvalijo z samostani različnih redov. In jaz sem prepričan, da bo tale skulptura tudi v bodoče nas povezovala in nas opominjala, da nekaj več storimo na tistem, kar smo si zadali pred 3 leti, da povežemo vse kraje v naši domovini, v meniške poti Slovenije in s tem damo ljudem priložnost tudi za drugačen način razmišljanja, kot je nažalost v navadi. Iskrena hvala vsem tistim, ki ste nas potisnili na to pot, da razmišljamo o meniških poteh. V prvi vrsti imam v mislih gospoda Zvoneta Pelka, Tadeja Žugmana, Jožeta Simončiča, Mojmirja Pustoslemška in še koga, ki ga nisem zdaj namenoma izpustil, ampak kar nekaj vas je. Hvala vam lepa za ta izjemen dogodek, hvala za čudovit dan v Žički kartuziji in še povabilo, z veseljem se vračajte in pobožajte to skulpturo, kajti na ta način bomo naprej tudi v bodoče povezani na duhovni ravni. O skulpturi Opus humanum, ki jo danes slovesno postavljamo na ogled vsem obiskovalcem Žičke kartuzije, bi lahko povedali še marsikaj. V njej je ogromno simbolike. Od tega, da lahko kovana in enostavna oblika človeške postave z razširjenimi rokami, ki je po poševni krožnici gibljiva, v različnih legah predstavlja bodisi angela, bodisi plesalca, preroka
ali dirigenta sveta. Tako veroizpoved kot tudi svetovni nazor pri razlagi vsebine pomena obeležja nista pomembna. Morda je prav v tem njegova veličina. Kaj več pa nam bo sedaj v naslednjih minutah povedal gospod Jože Simončič, vodja gospodarstva v Kartuziji Pleterje, ki v imenu pleterskih kartuzijanov med nas prinaša naslednje besede. Lepo pozdravljena gospoda župana, prisrčno pozdravljeni vsi prisotni iz območja tišine Kartuzije Pleterje. Posebno mi je bilo naročeno, da vas lepo pozdravim v imenu našega predstojnika, patra Frančiška Fodorja, in tudi v imenu patra Janeza Holensteina, ki je izdelal to skulpturo. Pleterski menihi so vam vsem zelo hvaležni, da cenite kulturno dediščino Kartuzijanov, predvsem pa tudi, da vzpodbujate spoštovanje do kartuzijanskega življenja, do poslanstva Kartuzijanov. Ko sem patra Janeza Holensteina včeraj vprašal, kaj naj povem o tej skulpturi, je on v svojem stilu je rekel, sej pravzaprav sploh ni pomembno, ne? Ali v tem mojem železju vidijo Angela Rafaela ali Angela Gabriela ali mogoče, če ga zavrtijo, plavalca. Pomembno je, da objema in povezuje vse in jaz verjamem, da bo ta povezava čvrsta in živa in da bo v dobro vsem nam in tudi vsemu temu prostoru. Hvala lepa vsem za vse. Spoštovani gostje, napočil je tisti slovesni trenutek, ko bomo odkrili skulpturo Opus Humanum, Kartuzijanovo kovano sporočilo, ki dviguje roke prvim snovalcem hiš tišine na Slovenskem in ga pokazali svetu. K svečanemu odkritju sedaj vabim župana občine Slovenske Konjice, gospoda Mirana Gorinčka, in vodjo gospodarstva v Kartuziji Pleterje, gospoda Jožeta Simončiča. K odkritju pa naj pristopita še župan občine Kostanjevica na Krki, gospod Mojmir Postoslemšek, eden izmed zaslužnejših županov pri snovanju meniških poti Slovenije, ter gospod Zvone Pelko, predsednik kulturnega društva Zgovorna tišina. Kartuzija Žiča izžareva svojo zgodovinsko vlogo v času duhovne integracije Evrope in ji dodeljuje neslutene možnosti pri utrjevanju slovenske identitete v širši prostor, kar pa oseblja Združevanje občin v meniške poti Slovenije. Tako je, pozdrav vsem nam in vsem bodočim obiskovalcem Žičke Kartuzije dvignil roke naš angel, plesalec, prerok, dirigent sveta ali kakorkoli ga pač vidijo vaše oči. Vabimo vas k ogledu, hkrati pa vas tudi vabimo, da vaš korak večkrat postane v naši Žički Kartuziji.